Evo, smo na Kanarcih, tako kot smo bili lani na podobnem področju, ampak zdaj nas je veliko več. Malo krajši čas smo tukaj. Razlog, da delamo take odmike delovne, je, jaz bi rekel, primarno to, da se ekipa poveže, zato ker smo remote first firma. Drugi razlog je pa to, ker smo malo bolj produktivni, res začutiš ta startup energijo, zato ker smo z laptopi na kavču, 6 ljudi je v eni sobi, hitro lahko pride do pretoka informacij in dejansko smo ful hitrejši na ta način. Zaenkrat ostajamo remote first, pa delamo parkrat na leto take odmike, kjer tudi posnamemo take vloge. Ja, Astra AI ima trenutno več kot 2 milijona registriranih uporabnikov. Lahko bi po moje na roke našteli države, v katerih nismo prisotni, oziroma države, v katerih nimamo registriranih uporabnikov. Tako da zdaj produkt res postaja globalen. Zdaj imamo res platformo, ki je na voljo v skoraj vseh svetovnih jezikih in to se pač res tudi pozna na temu, da se beseda o Astri širi po spletu, predvsem na TikToku. Ja, in tako za nas ve vedno več ljudi in vedno več in posledično imamo vedno več uporabnikov. Zataknili smo se zadnje dni z deployi. To je nek stressful situation, tjaš. Ma ni šarki, to je le, a vidiš, da kdo Švica, stari, ništa. Danes bomo šipali par stvari, tako da zdajle tamle je še ekipca na delu. Pripravo na test na polno gradimo. Danes bomo dodali po moje gor, kaj je to, mock exam, po slovensko je to simulacija testa. Ja, to je simulacija testa, to je en tak cool feature. Ta feature, torej... Tako reč, simulacija testa, to. To je v kontekstu, veš, ja bom ful preč rezal. Preč boš rezal? Ja, to mi je, to je neugodno zate. Kaj? Stari škraba nas ne spusti noter. Kaj je to? Moramo šipati. Mi hočemo improvati experience otrokam in ništa. Anže, razbi vrata. Ja, Anže, backend. Živijo, jaz sem Anže. Ful dobro se je vklopil kulturno v ekipo, ful dobro razmišlja, ful ima energije, ki je usklajena z energijo celega tima in to je ena stvar, ki je na začetku ful pomembna. Mogoče celo bolj, kot samo znanje pa iznosi, ampak tudi tukaj se je dokazal, tako da sem ful vesel, da se je joinil in totalno se je vklopil v ekipo. Evo, to je za naš support, no UI, admin. Ja, da puncam olajšamo dneve, ko morajo gledati v to, ne? Pač mi mislimo na vse in smo tudi na njih. Tako da to je bil inspo. En dan vmes smo obiskali tudi sipine Mas Palomas. Je bil tak prijeten sprehod po teh peščenih sipinah. To je res zelo zanimiv kraj na tem otoku. Taka žepna Sahara, bi lahko rekel. In ja, vsem priporočam, če boste obiskali ta otok, da si to pogledate, ker je res en tak pridih Afrike oziroma Sahare in je to zelo zanimivo videti. Kaj boš za vlog povedal, gospod? Ma nič. Tukaj so visoki davki v Sloveniji, da smo šli v puščavo. Ma vedno je tako, celostno je lušno. Až tak 25 stopinj, dobro se počutiš, zvečer se glih fajn sladi, tako da kar v redu spiš. Sicer premalo spim, tako da mi je prav, da je vse malo v kurcu, ampak slabo, ni dobro. Ja, no, ker je bila ekipca tle, in pa smo se vedno zvečer malo podružili, en šatebron zvečer. Šatebron, pa kaj je, Gucci Salad. Mogo bi prej posnet, ker je bil ravno alkohol. Ja, Gucci Salad, tam še šatebron. Kako vam potuje, veš? Šatebron. Se to naj folk pogula, samo nekaj v Ljubljani to dobiš. To moraš sem priti, Tauro Grill. Prvi vikend, ko smo bili tukaj, smo se odločili, da bomo za celo ekipo naredili vibe coding hackathon. To pomeni, da je vsak imel par ur časa,
da je z orodji za vibe coding oziroma sproščeno programiranje, za sproščeno programiranje z namenom, da bi vsak član ekipe se malo bolj spoznal s temi orodji, saj mi ta orodja itak že uporabljamo, oziroma umetno inteligenco pri našem delu zelo konkretno uporabljamo na več področjih, ampak zdaj smo pa res tako namensko hoteli, da bi vsak probal nekaj sprogramirati, kljub temu, da nima programerskih znanj ali pa ne zna programirati, neko mini aplikacijo ali nek feature, ki bi lahko Astri pomagal ali pa pridodal neko dodano vrednost. Dobimo te različne stožnice, se reče, krivulji drugega reda, kaj še ta drugi stožec vklopim. Res živimo v neverjetnem času, kjer lahko nekdo absolutno brez programerskega znanja naredi nek delujoč prototip ali pa celo že neko delujočo rešitev, ki temelji na programski kodi. Ja, v bistvu se mi zdi, da vedno mora biti v kolektivu nekdo, ki je malo neracionalen glede postavljanja ciljev. In jaz sem bil tak, ki je na videz neracionalne cilje postavil in ta cilj je bil, da bomo za 10-krat zrastli v enem šolskem letu. In sem malo čutil od ekipe, da niso čisto vsi verjeli, da je to možno. Ko se je pa šolsko leto začelo, smo pa videli, da trendamo proti 20x in smo prilagodili ta cilj na 20. No, potem je pa novo leto prišlo, se pravi koledarsko, in smo v bistvu videli, da lahko gremo na 40x prejšnjega leta. In zdajle, trenutno v tem času, ko govorim, napadamo cilj, da zrastemo za 40-krat in zelo dobre možnosti imamo in vse komponente obstajajo, da to dosežemo. 942 km/h, ampak Astra AI se pa premika še dosti hitreje.